Glas je že. No, okej, v redu je, ali je topla voda. Veš, če je dober pritisk, je že veliko vreden. Ga ponavadi sam kaplama v dol nekaj, tako da to je že podobno. Sploh v Afriki so se tega navadila, ne? To me bo pa nemogoče se tuširati. Je bilo bolj, da bi vzel eno flašo litrsko pa se polival, ker ti se bilo pa takole nek. Ja, se mi zdi, da te Afrika fajn utrdi v marskermu pomenu, ne? Ja, zato ker zdaj v bistvu karkoli bo doživela, bo sam boljši nivo kot Afrika. Tam so se res navadili na najhujše pogoje, tako da... V bistvu, kot nasvet vsem popotnikom, začnite z Afriko, pa bo pa vse luksus. Ja. Toliko sem stisnil ta kovček prej, ker sem ga pakiral, da so mi kar majice zlikali, ali to. V lifeu nisem imel tako zlikane srajce. Ja, da dol ne zdrkne. Ampak v Afriki bi visel na kablih dol, ne? To moraš vedeti. Tako da, jaz se še zmeraj malo bolj potrudil, no. Prišli smo po precej turističen kraj, sami lokalčke, trgovince, promenadice ob plažne, kjer se ljudje sprehajajo in uživajo. Res zelo turističen in ja, neč greva nekaj pojesti. Ne poznajo Wasserwagen, tjela. Se bo. Jok hypo. Obrigado. Nice. Per so pa kar v čebru dobila. Neka čorba z rakci, ribo, pobotanco, školjkami. Bravo, praznujemo rojstne dneve tukaj. Uh, 875, tomačne. Poglejte ga, bolnik naš. Že dolgo cajta ga pesti, da on se pa najhuji. Ja, že drug dan, ko sva bila v Riju, je mene začel grl bolt in sem rekel, ok, to je zaradi klime, ker sva spala pri klimi. Na kar se je to kar zdaj zadnje 4-5 dni stopnjeval, no in današnja noč je izgledala tako, da sem se ene 60krat zbudil in kašljal po noč. In zdaj imam že toliko tečeno grlo, da ko bi požiral slino, že mi je naredil ingverjev čaj, najlepša hvala. Pa med, pa limone je dal not, pa vse. Hvala. In po posvetu z zdravnikom so ugotovila, da imaš. In je rekel, zelo spominja na angino, a imaš kakšne bele pikce v zadnji in imam bele pikce v grlu. Tako da se bom preklopil na antibiotike. Hvala Bogu, da sva tako pripravljena, prišla, da imam antibiotike s sabo. Ampak v takem momentu se najraje snemil in tudi nikoli se nisem, ampak se mi zdi, da je treba tudi ta del potovanja pokazati. Čez 12 ur pa naslednjo, ne? Moram reči, da sem predspal boljš, ne. Ampak zdaj sem vsaj malo pomerjen, da vem, da bo šlo na boljš. Da obstaja rosta za tvojo bolezen, da se reče. Pa kada ta klofuta še ni dosti, je prišla še una klofuta iz prvega dne in so mi odgovorili iz banke, da, ker sem vnesel PIN kodo in sam dal not kartico, sam odgovarjam za to transakcijo, $796. Vsaka šola nekaj stane, ne? Ta je kar draga bila. Ta je bila kar draga, ja. Zdaj pa neki ur klede leže v obliki krosanta. Pa da ga noškle prevrne, klevetim dol. In zbudila sva se v nov dan. Moram reči, da sem po noč se tako potil, da je kar tekalo od mene, ampak boljš kot prejšnjo noč, zato ker lažje požiram slino. Je pa tako, da je pa zdaj nov problem, ne? Še ena stvar je, ki sva jo včeraj zamolčala, in sicer, da je že včeraj pri zajtrku pojedel čebelo. Pisano je pa dosta. To, ti težko že govoriš. Ja, ne moram govoriti, me boli ful.
ker že je jedel zajtrk, ki je pojedel čebelo, ampak ga je pičila tako pod jezik dol. Hvala Bogu, ga ni v grlo, ampak včeraj ga je malo skelel, ampak je rekel, da je vse v redu, medtem ko danes mu je pa toliko tekel, da... Da zboli kot prašica. Jaz sem se za eno proti bolečinam, to bi to pa posti. Se mi pa drugače zdi, da si malo bled ratu. Ja, če me boli, ne realno. Da greš na bled, tako me pristiska vse smeri. Pa pod jezikom je tako, kot da bi imel vato na tlačeno. Vsi se Hrvatska deli. Si se točil. Ko sem smel spraviti, ko me boli pa vse. Če sem šel en krog, pa me tako boli, da sem mogel nazaj prijeti. Zakaj sem prišla na ta otok, je, ker ima ogromen lepih plaž. Upam, da boš ti danes boljš, pa da jutri greva vse te plaže pogledati. Stari Ferrari, naprej greva. V bistvu, da sploh pogledava, kaj ponuja ta otok Ilha Grande. Včeraj bi mogla iti že nazaj na celino, sva podaljšala, zato ker zdravje je pa le na prvem mestu. Zdaj sva si pa za ne 3, pa ne 5, ampak za 8 ur bukirala tur okoli in okoli otoka, da vidimo. Se malo smo se pohecali s temi turisti, ne, samo tole je pa too much. Posod se da najdeti kaj, kakšen odmaknen kotiček, da se skriješ pred turisti. Da se greš pa ta turizem je pa tudi lušten, ne, ker imaš pol take bonitete zraven, ne. Ja, poglejte ga. Pirček. Dokler naj na ta sonce klele z delu, ker noče une strehe odpreti. Sorry, is it possible to open the sunblock? Yeah. Mogoče spet ti edini, ki hočeš zdaj to senco. Pa bo vsem zamoril. Ja, vsi se hočejo zdaj sončati. Res je vroče pa 8 ur na tem soncu, da je nekaj. Klele vidim, da je pa čist kristalna voda, tako še ti probo malo pošnorklati. Bom šel en krog tam, ne. Misliva midva kdaj ven prijet, naša morska dekelca brazilska. Še pa tako lušten, glede. Si kaj videl? Pa ne, lignje sem, pa morski list. Drugač pa nič posebenega, no. Je pa lepo. Kakšna žival več kot v Jadranskem? Da, malo več rib je, no, na prvi juž, ker pri nas zelo redko sploh ribo vidiš. To se spomnim. Dobro jutro, piškotak. Nov dan, novo stanovanje, tokrat Pograd. Dej mi ti povej, kako je naša oteklina, kaj je problem izplahnel. Mečkanje še. Lahko jem že normalno, oteklina je tudi malo manjša, tako da super. Zdaj pa, se ne vem, če je Slovenija pripravljena, ker en problem se nekako razreš, mi dva najdeva novega. Nej me kokla brcne. Če me spomin ne vara, se nama je identična stvar zgodila v Mehiki. Popolnoma ista stvar. S čolnom prideva na celino, vzameva Uber, naj jo zapelje do parkirišča, vzameva najin avto, se že vozva 2 uri in jaz ugotovim, da mi en ruzak manjka. In to je isti črn ruzak, ki je izginil tudi v Mehiki? Ja, z isto vsebino ruzaka, se pravi pasport. Pa pač ostale stvari niso to pomembne, ampak pasport je pa najbolj pomemben. V bistvu dobra novica, slabije je bilo, da smo v Uberju ga pozabili, ker pač kontaktiraš Uber driverja in dobiš nazaj. Ampak, ne, to še ni vse. Ne moramo ga kontaktirati, ker nimava brazilske številke. In zdaj se matrava že
včeraj cel večer in danes celo jutro, da bi ga nekako kontaktirala in ne gre. In bomo zdaj v Braziliji nekaj časa, ali ne vem, kva bomo. Jedro tega problema pa nastane v tem, da sva midva na pol poti do Sao Paula, odkoder imava jutr že let v Peru. In če že danes ne dobi, oziroma jutr se ne izide. Danes moraš dobiti potni list, v nasprotnem primeru, Anže, tudi če gre na policijo prijaviti izgubo potnega lista, gre on lahko samo še domov. Sva se pogovarjala, boljš, da greva oba domov, sam nadaljujem pot v Peru. Kar si ne želim, res si ne želim. Tako da sva zato zdaj tukaj obtičala v nekem kraju na najni poti, ki se imenuje Paraty. Zgleda pa zelo zanimiv kraj, v bistvu prvi tak manjše vrste v Braziliji, ki sva ga obiskala. Sej ne vem, kaj lahko še dodava, ne? To je to. Upamo, da naj pokliče v taksist, ker namreč midva samo lahko posredovala številko tukaj od hotela, kontaktirati pa midva njega ne morava. Tako da zdaj vse od njega odvisen. Pa da nav ste mislili mi, da sva drugače izredno pripravljena, ker sem šel pred odhodom v Big Bang po tele AirTage. To je Apple produkt, gre za tak obroček, oziroma lokator se to po slovensko imenuje. In ta obroček je naprava, ki jo daš ti v en ruzak, v drug ruzak, v kovček in potem ti na telefonu najdeš samo zadevo. Ampak midva sva toliko pametna, da jih jaz nosim zapakirane sabo, namesto da bi jih uporabila. Je pa to zdaj odličen trenutek, da jih prosim usposobiva, da vsaj za naprej ne zgubiva kakšne stvari. Ja. Če bi to prej naredila, zdaj ne bi imela te težave in bi točno videla, kje je ta voznik in bi šla do njega in mu potrkala na vrata. Ti le tega ustaviš recimo tlele v žepek, v ruzaku, nekam ga skriješ, pol pa vse, kar moraš narediti, odpreš aplikacijo, imaš tlele točno ulico, imaš pa opcijo tudi, da pozvoniš. In mi piše, v katero smer se moram obrniti. V Big Bangu dobiš tudi take obročke, ki daš pol ga lahko na ključe. Super zadeva, sem še uporabiti jo morala. En e-mail sva dobila iz Uberja. Zelo težko je najti koga, ki dobro govori angleško, tako da imava danes srečo, da je glih tista gospodična tam v hotelu. Dal sem sporočilo od Uberja zdaj v Google Translate. Pogovarjali smo se s partnerjem voznikom, potrdil je, da ima vaš predmet in nas pooblastil, da delimo njegovo osebno telefonsko številko za lažji stik in vračilo. Dober, napredujeva. Mogoče bo pa celo že Peru videl jutri. Ja, upam. Bi bilo fajn, ne? Drugače bi se kar zapletla stvar, predvsem bi šlo pa veliko enega denarja v noč s temi kartami. Ja. I have news. We got the driver's number. Oh, that's good. Se pa najavil. Alô, João? Oi, é a Bia aqui do Tia Lagarto, de Paraty, tudo bem? Deixa eu te falar, um hóspede nosso, ele esqueceu uma mochila no Uber com você. Então, aí eles estão perguntando se você conseguiria vir trazer pra cá e quanto que você cobraria, que eles estão aqui em Paraty. Certo. Fechou, brigadão. Good news. Yes. Nice. Your backpack is saved, it's with him. Okay. But he works in a school, so he works until 4 p.m. You want to go there? Yes. Me fala o endereço? Okay, we know this, he's the right guy. He'll be there at school until 4 p.m. Till and 4 then p.m. he starts Great. Thank you so working. much. Kašem priden možakar. Voznik dela čez dan v šoli, pol popoldan pa še voz Uber. Da smo se z njeno pomočjo sporazumeli, da lahko prideva tja prevzeti v šolo, kjer on dela. Se pravi, uro pa pol nazaj, uro pa pol, da smo na isti lokaciji, pa 6 ur do Sao Paula. Se pravi, bova mesto videla nažalost šele zvečer.
So nam pa rekli, da lahko tankava etanol v avto, kar mi je ful zanimivo. Hola, do you have etanol? Etanol só lá e lá. Ila. Aqui é A, aditivado. pa res se piše. Aha, ok. Full? Completar. Kompleta. Vsi, obrigado. Pede mais. Še mal? Pa djemali? Pa njemajem. Malo po rusk, malo po slovensk, malo po portugalsk. Se ni važno. Si to videl? Zdaj to. Zdaj smo pa spet močni. Minute neprevidnosti in pa imaš takole, cel dopoldne enega. Ja, lobi me bo cel dopust. To je pa tudi res, tako da v bistvu je to šele mehna kaplja v morje težav, ki bi lahko bile. Ja, dal sem 20 evrov, ker noben bankomat ni delal, da bi njihov denar dvigali na... V evrih? V evrih, ja. Bo že zmenil nekje. Je pa gospod učitelj, pa zelo pošten človek, ki je tudi sam se potrudil to, da bi nama vrnil. Je pa fajn ima slikico gor. Na WhatsAppu je tale slikca, njegova profilna. Je rad se zabava, fant. Ja, tako, zdaj pa proti glavnemu brazilskemu mestu São Paulo. Mimogrede, to bo absolutno največje mesto. Ne vem, če sem bil že kdaj v večjem, mogoče je Mumbai večji. Hkrati to tudi največje mesto na tej strani Atlantika. A res? Večji kakjerkoli severnoameriški mest. Če me urijo 16 milijonov, jih ima ta 21,5. No, ja. V kaj greva? Mislim, da zdaj pa sploh ne rabim več govoriti, kaj bova počela. Brazilska kulinarika. Šla sva v neko trgovino in sva zbrala take stvari, ki sva jih res videla, da ljudje jejo tukaj. Prvi na seznamu bi jaz klele rad predstavil Guara Camp. Mene malo spominja na kakšno guarano. Zgleda pa tako kot en jogurt, ampak to sem videl, da veliko ljudi pije po cesti, tako da dvomam, da je jogurt. O, ne. Vodeno zgleda. Kaj je to? Ledeni čaj? Ja, kar nek ledeni čaj. Malo s Coca-Cola ali kakšen. Ja. Pač ne razumem res, čemu taka embalaža. Pa taki neki... Kaj da bi žlico tako nekaj naredil, pa gor napladen. Caf. Tako, ja. O, dober. Dosti si upaš. Cukor, čutam. Ja? Precej cukra. Kaj so pa glavne sestavine prek tega, pa res ne vem. Mogoče kokos? Kokos, ja. Zdaj, ko si omenil, pa ga res čutam. Ampak cukor toliko prevladuje, da težko... Okušaš kokos? Ja, čeprav zdaj, ko se malo... Pomirilo se skop. Ja, kot kokos z 6-krat toliko cukra. Težko bi pojedel več kot eno. Tudi ena bi šla težko dol. Bananinja sem jaz vzel. Pa mislim, da vemo, kaj je glavna sestavina. Ja, najbrž niso jabolka. To pa je za nič. Čemu čist po nepotrebnem toliko cukra spet? Nima nič po banani, ali ima? Zelo malo, zato ker tako zelo prevladuje cukor. Zdaj pa, da si malo popravil okus. To so pa neki njihovi smoki. To zna biti pa dober, Probam papirnat okus. Zelo, zelo nežen okus, ja. Ko hostje. Ko hostje so. Zanimiv, ko ste v Braziliji, bolj priporočam kot ostale tele stvari. A veš iz filmov Tarzana, ko se naš Tarzan takole deriča. Vidimo, če zdaj to držita. Mislim, bravo. Bravo, pa 30 tarantel si mi stresel kle na glavo. Sem pa hotel sam pokazati, kaj pomeni ekvatorialno podnebje. To. Mislim, da več rastlin na kvadraten meter ne spravaš.
To so prepletajo ovijalke, te ogromne praproti, ne vem, če se vidi, palme znotraj vsega tega in to. Za ekvatorialno podnebje je značilno, da je zelo deževnato in okoli ekvatorja je tudi največja gostota oziroma populacija vseh živali in tudi tukaj so vsi te deževni pragozdovi. Že pomagim amazonski pragost, Kongo, pomava pa Indonezijo, tako naprej. Pa tudi fajn je velike enega marčesa. Tako da je to res dokaz, da so tukaj idealni pogoji za rastline. Tudi začetki človeka so ob ekvatorju, ampak na afriškem kontinentu. Tam tukaj grem zraven, da poznam to, koliko je ogromna praprot proti meni. Ful je ogromna. Ja, a ni? Ja, ful, res. Kaj še imamo v Sloveniji, take? Klopi živijo na praproti, veš, stran. Noro. To, kar smo pa v zadnji uri videla, ko smo se peljala čez to pokrajino, je pa čisto spremenilo moje mnenje v Braziliji. Res čisto nasprotje tistega, kar sem videla v Riu in žal mi je, da sva bila toliko dni v mestu in ne na podeželju, ker tole je pa taka pravljica. Res si nisem predstavljal tega. Zdi se mi tudi veliko višji standard življenja tukaj na podeželju, ker so pašniki tako lepo urejeni, izredno lepe ceste imajo, ogromne ranče, gostilne, res, ka pravljica. Brazilci pa seveda slavijo po dobrem žaru. Eni izmed najboljših, imamo argentinske zrezke, pa imamo tudi brazilske. Upozorili so naju, da moramo nujno probati kašasa. To je njihov iz sladkornega trsa narejen tako kot rum, ampak da ni rum. Kar močno. Bog si tega naročil. To je za dve osebi. Tukaj imamo predlog. Da vidimo zdaj, čemu taka fama. Kako je pečen? Dober, dober. Imajo bedilne na sekancih jabljane, tako. Tudi prav soljen. Dovolj, dober tek. Dober tek. Ja, dobro jutro, piškotki! Zgodile so se v mestu, ki ima prebivalcev za 11, Sloveniji malo zelo zaboheca, za 11 je pa too much. In zato, ker ga že nimava časa pogledati, sva rekla, pa si mora pa vsaj tak apartma vzeti, da ga bova videla. To pa je definicija betonske džungle. Prvi občutek je bil en Los Angeles, tako malo umazan, precej brezdomcev. Vse ne boljš kot Los Angeles, ne? Ja. Mislim, zdaj imamo eno, boljš kot Los Angeles, precej. Dobro disalo to Los Angeles. Tak je bil moj prvi vtis, kaj ne naredim. Je pa res, da če je toliko ljudi, je tudi težko poskrbeti za vse, ne? Smuhe Splitov pogledati. Ker že misliš, da si videl vse tuše tega sveta, ne? Ker smo jih že kar precej videla. Ampak pa se najde en biser, kjer je svet Sao Paula. Sem mogel kar nekaj časa stati od spodaj, da sem ga naštudiral, ne? Prvo me je zalivala mrzla voda. In pa sem čez nekaj časa ugotovil, da je v bistvu tale bingel je za uravnavanje tople vode. Potem imaš kle neke, da menjaš te dva, da ti kle teče ali tukaj, ali pa tale, ne. Na teli pipi se pa pržge voda. Sem bolj gotovo, da je v bistvu to bojler mejhan. Po eni strani pa v bistvu ful praktično, ne rabiš nič montirati onih velikih bojlerjev in imaš sam to in je sam zadosten tuš. Tako da jih razumem, no. 360 stopinj rogijaš. A veš kaj je dobro, če kaj pospravljaš, ko da se sašle, si jo skoro sabo, da ne zamudiš poročil ali pa tekmo. Da ne boste mislili, da pride dobra kava sam iz Ruande, imamo tudi brazilsko verzijo.
Tako da, Smukac, ti boš tole zakuhal eno kavico, da bova imela ta von po domu, pa švigneva na letališče, ker se nama bo že kmalu mudilo. Ja.